Farmacijo sem študiral v prepričanju, da farmacevt ne dela samo v lekarni, ampak ima še druge možnosti. In res, sem čisto slučajno dobil zaposlitev na medicinski fakulteti. Inštitut za biokemijo te univerze. Moja prva naloga je bila izolacija enega proteina, iz katerega je ena profesorica doktorirala. Jaz naj bi ponovil njen doktorat in potem delal naprej, raziskovalno delo na tem proteinu enega encimskega kompleksa. Nisem bil uspešen, ni mi šlo. Bil sem že proglašen za butla, ker ne morem tega ponoviti. In dokler nisem potem ugotovil in dokazal, seveda, da ta protein sploh ne obstaja, protein, iz katerega je doktorirala profesorica, ne obstaja in ni potreben za tisto encimsko reakcijo tam, karkoli že je. To je komu mogoče začudujoče, kako je to možno, ampak to ni nič čudnega. V biomedicinski sferi je dobra polovica rezultatov neponovljivih. Ena druga polovica je neobjavljenih. Tako da to je precej megle, ni nič eksaktnega. Torej, nisem jim mogel ponoviti tega dela in pol nekako sem zdelal. Naslednja naloga je bila raziskovanje drugega proteina iz tega encimskega kompleksa. Tu pa naj bi spet ponovil ene postopke, ki jih je razvil en kemijski tehnik in s svojimi rezultati fasciniral dve univerzitetni profesorici na medicinski fakulteti, kemijski tehnik. To naj bi jaz ponovil, ker ta kemijski tehnik je zaradi predolgih prstov moral iti na ono stran rešetk, pa jaz naj bi to ponovil, njene rezultate in potem bi delali naprej na tem res kompleksnem encimskem kompleksu. In spet mi ni šlo in nisem mogel ponoviti teh rezultatov. Spet sem bil proglašen za butla, dokler enega lepega dne jaz ne ugotovim, da je ta kemijski tehnik te rezultate ponarejal z eno spojino, ki je imela podobne spektroskopske lastnosti kot ta encim in je nekako ji je to uspelo. Te profesorice, ki so to nadzorovali, bi to morale opaziti, pa niso. Tako da tako je delo na univerzi. Ne bi kdo mislil, da je to ne vem kaj. Ena sama megla je. Rezultati so ne vem, statistično mogoče so zaznavni, praktično pa nimajo nobenega pomena. Tako je recimo s testiranjem mnogih zdravil, v primerjavi s placebom, statistično gledano, imajo en učinek, klinične slike pa ni nobene izboljšave klinične. Tako je vsemi psihiatričnimi zdravili in praktično skoraj vsemi izdelki, ki jih farmacija pošilja na trg. Zato smatram, da je vse to delo, ki ga opravljajo inštituti pod okriljem te univerze, mislim na biomedicinsko sfero, pod rektoratom rektorja Gregorja Majdiča, medicinsko in veterinarsko izobražen profesor Gregor Majdič, ki trdi, da je cepljenje največji dosežek da se mi ne bo zaletelo, v medicini. Večje neumnosti si ne morem predstavljati. Največji dosežek v medicini je, jaz
bom še nekaj o cepljenju povedal. Cepljenje ponazarjam za planiško letalnico, velikanko. Igla je bila zapičena pri 240 metrov. Pa imamo še par 10 metrov spusta in medicina in farmacija to raztegne po Y-osi do vrha in pokaže teh zadnjih 10, 20, 30 metrov spusta in rečejo ljudem, poglejte, kako so cepiva učinkovita. Kako smo pa prišli do 240 metra, pa ne vemo. Higiena in izboljšane prehranske navade so iztreble te bolezni. Ne cepiva. Cepiva niso popolnoma nič posegla. Ampak kot do tega pred 5 leti in proti današnjemu dnevu tega, kot da nihče tega ni vedel. In kar so počeli zadnjih 5 let, vemo, ne bom razlagal. Skratka, delo, ki se ga upravlja na biomedicinskem področju pod okriljem te univerze, pod okriljem tega rektorja, ki se je podpisal pod odločbo, da sem nesposoben in upravlja delo na medicinski fakulteti, čeprav sem izpolnjeval pogoje in so me za asistenta in so me zato obrcali iz službe, njegov podpis je bil gor. Zato bom v znak enega, ne protesta, ampak enega totalnega razočaranja na to znanostjo, ki ga goji ne samo ta univerza, ampak vse univerze po svetu, bom eno simbolično dejanje storil. Najprej bom tale strgal magisterij, ki sem ga dobil, da je že, pa se ni važno, tam nekje 20. In potem še, to je magisterij in ravno tako nič vreden doktorat. Evo, doktorat. In na koncu moram vseeno povedati, da vseeno sem hvaležen za vse znanje, ki mi ga je ta univerza podelila zastonj, ker zdaj imam pač neko znanje iz farmacije imam, ki ga zato bom zdaj poskušal unovčiti v eni delovni skupini, kjer se ukvarjamo z odvajanjem od psihiatričnih zdravil. To je ne tako enostaven postopek, ni tako enostavno, kot zdravniki mislijo, da je. To je to. Jaz bi samo še eno vprašanje, če lahko. Mene me zanima, jaz tudi zelo spremljam te tale cepiva moramo. Kaj vi mislite, zdaj, ker je tudi nova cepljivost, otroška, in pri nekaterih smo ugotovili, da sploh nimajo dovoljenja za uporabo, ampak jih kljub temu preizkušajo na otroci. Zato smo videli pri cepljenju pri tetanusu, pa še pri nekaterih ostale, pa še raziskujejo. Zdaj nekje pišejo, da je mRNA tudi že v otroških cepivih. Kaj vi mislite s tem? Je ali ni, ali počasi bo tudi to nastalo? To je zdaj večplastno vprašanje, katerega je nemogoče odgovoriti, ker glede na to, kar se je zgodilo v zadnjih 5 letih, ko so prezgodaj na svet spravili nekaj 10 milijonov ljudi in glavnina pa še pride zaradi prionskih bolezni, ki se bojo razvile, kot Jakobova bolezen, Alzheimerjeva bolezen in tako naprej. Če so to bili sposobni, so sposobni dati tudi in doječe matere cepiti temi popolnoma
nekoristnimi in nevarnimi zvarki, potem mislim, da so sposobni tudi to narediti. Mislim, da sposobni so, ne? Ker jaz nekako smatram, da je za zdravnika dražljivo enako, če ne še bolj. Imamo zdravnika na urgenci, ki rešuje življenja, ne? Ima status Boga, tako rekoč. Ne? Jaz sam sem se rodil pred 20 leti, drugič rodil, ne bo pomote, pred 20 leti na urgentni kliniki v Celovcu, po nesreči z državnim padalom. In tisti zdravniki imajo zame status Boga, konec. Na drugi strani, simetrično, kot Bog pa demon, nekako, ne, so pa zdravniki, ki to vznemirja, jemati življenja. Ne. Mislim, da je enako vznemirljivo. Nisem psihološko, sociološko podkovan, da bi to razumel, ampak nekako slutim, da nekaj je na tem. Ne vem. Jaz bi pa upala javno povedati, da glede na to, kar sem jaz spremljala, kar so mi ljudje pošiljali, Ja. Tudi način zdravljenja pri ljudeh, ki niso imeli covida, ampak je bila samo začetna pljučnica, Ja. so zdravniki zdravili po protokolu za covid. Mislim, jaz temu rečem malo hujša gripa, ne covid. Ja. Na kar je pacient glede tiste njihove terapije zaradi protokola umrl. Ja. To so bili stari 60 let, 50 let, tako v tem smislu. Tako da bom jaz rekla črna lista. Ja, Ventilatorji. Tudi z ventilatorji in pa samo terapijo, ki so imeli. Tako da tudi, ko smo gledali obdukcijske papirje oziroma vso to dokumentacijo, tudi za zdravniki, ki smo kontrolirali, smo ugotovili resnično, da je bilo zdravljenje napačno. S tem, da ko sem hodila s temi ljudmi tudi, ker pač zastopniki pacientovih pravic, ne, so odvisno, mislim, v glavnem so pravniki in z medicino nimajo veze. In potem, ko vprašaš tazga zdravnika, ko vidiš, da ni potrebe po protokolu zdraviti, a ne, zakaj recimo temu, ki je bil komaj začetek pljučnice, zakaj mu niso dali Sumamed, zakaj ni zdravil po Hipokratovi, ne, za prisegi, in ti odgovori, ja, to pa ne vem, pač mislim, sem zdravil po protokolu. Taki so bili odgovori, tako da jasno vsem, kaj smo se pač šli, oziroma so se šli. Je pa veliko zdravnikov, moram pa to pohvaliti, to pa oba veva, ki so bili resnično srčni in pač, ja, vemo, kaj je za njih sledilo. Tako da najlepša hvala. Ja, to je največji poraz znanosti v zgodovini. To nimamo kaj, ne, zadnjih 5 let. Zato to je vrednost te znanosti. Tole. Hvala. Okay. Za novo cepivo, ko je menda 50% smrtnost, ko je pripravljeno, je pa menda še čaka. To pa zdaj, ta nov virus na To zimo je bilo planirano zdaj od mednarodne situacije. Ja. Zadeve so pripravljene že dalj časa, se ve, zakaj se zdaj masovno se naseljujejo tuji ljudje k nam, s temi kvazi pecivi, cepivi, kakorkoli bi to imenoval, je šlo tako in tako za samo depopulacijo. Ja, to pomeni tudi kemična kastracija na nek način. Ne? No, itak se Pfizer je naredil, je ciljal jajčnike. Ja. Točno to. In dejansko zdaj, če se tako pogleda, ne, rodnost tak in tak pada že vsa leta. Ne? Ja. To opozarjajo vsi, seveda najbolj kao United Nations in kaj z njim še kdo, ne, vemo kam spadajo. Ampak vso to zadevo pa šopajo eno te isti naprej, ne? In kličijo vse te razne znanstvenike pofarbane k nam, ne? Da bojo naredili tako in drugačno sranje, ne? Kar pomeni, da želijo definitivno, tako kot so naredili in za Iranom in za podobnimi državami, ki so bile prej krščanske, ne? Jih zdaj totalno postavi kontra, ne? Torej muslimizacija je taka. In še nekaj, 30. 9. in 1. 10. je v Portorožu konferenca Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prijavnina je, ne, ampak nobenega plačila, razen če ste 2 dni prenočišče, si morate sami dobiti. Se pravi, imate, ko pridete, kafe, sladkarije, kosilo je vmes, a ne, in tako naprej. Tako da jaz se tisto vsako leto udeležim.
Tako da, ko pridem skozi vrata, ne ulejte, ne cepilka je prišla. Zdaj so tole nehali, to je bilo ne dvakrat, trikrat, zdaj so pa kar tiho. Zato, ker ko dvignem roko, ko vprašam, Beovićeva je plačana tako tudi, mislim, ona ima plačo od farmacije, od to, kar dela, plus NIJZ, NIJZ. Tako da jaz sem ji dala vse dokaze v roko, tako da če boste prišli, boste videli samo njeno reakcijo, ko me zagleda. Vse smo bili lani, na kaj že, zdravniška zbornica. Ja, tisto smo bili, ja samo. Pravniki se je videli, da oni se jim sanja, kaj to je. Tožilcu pa ja, a veš, da sem jaz govorila s tistim tam mladim tožilcem in sem ga vprašala, zakaj na tem nič ne naredijo. Je rekel, gospa, jaz lahko vse napišem. Je rekel, jaz to vse vem, imamo tudi dokaze. Je rekel, samo jaz to, če bom dal ven, bo šlo pod mizo, in če bo pod mizi ostalo in tišina bo v redu, bom imel službo, če ne, pa ne bom imel. Tudi če bo šlo naprej tako, da vejo pa čist vse vsi. Jaz v glavnem, Krek je meni med odmorom v Portorožu, ki sem ga vprašala, od kje dobivajo navodila, jaz sem rekel, prokleta, ponovim tako, ko je, von der Leinca, Krek. Sem rekel, ma čakaj, zdaj boš imel predavanje, povej, ki je na glas rekel, 5000 jih je umrlo v manj kot enem letu. Sem rekel, ma doktor Krek, a boste zdaj, ko boste to povedal? Ja bom, ni povedal. Ne, ampak na koncu je pa rekel, da to, kar pač ljudje prosimo, da bi bilo prav, pa da NIJZ res naredi študijo, kdo je umrl zaradi covida, zaradi gripe in kdo... To je bilo lani. Lani. Tako da letos bo tam, letos bojo vsi teli. In direktor, in Eržen, a veš, ko vidiš, greš njim, hočeš pozdraviti, samo zdravijo se, kar obrne. Na sebi, vem. Vsem tem džankicam, ki so bile, da jih je lahko kausal z inšpektorji, policijskimi in tako naprej pisal recepte, pa ne samo to, koliko je dvignila material, mu je mogla pol dnara prinesti nazaj, ko je prodala. Ja. In pa še nekaj, zaradi njega so umrli, na Koperskem so umrli mladeniči in tisti čas, ko je to prišlo v časopise, dvakrat je pisalo, je on zginil za 3 mesece iz ekranov. Malo več kot 3 mesece ga ni bilo. Da je tisto potihnilo, pa je šlo pa naprej. Tako da, kar se pa cepljenja tiče, imam pa jaz ogromno pričanj, tako da, ko bomo to enkrat skupaj spravili. Ampak to enkrat, kaj bomo naredili, je brez veze. Ne, dobivaj. Pazi, jaz pošiljam vsem strankam v pisarno. To se pravi, da tisti, ki je v pisarni, bo prebral, da bo videl, a lahko da naprej ali ne. In tudi pa vsakmu posebej poslancu. Ampak nikoli nobenega odgovora. Edino od Kreka sem enkrat dobila, jaz nisem več v tej zgodbi, tako da prosim, ne pošiljajte vi več mailov. Jaz pa njemu, jaz sem bila Klakočarjevi. Jokala je, 2-krat se je cepila. Jokala mi je tam, ker sem rekla, da pri nas je že tako 20% več raka na dojkah na Tolminskem, kakor tako. Sem rekla, zdaj si dvignila pa še ne 30%, Je rekla, Pavšič, veste, da je izginil, Pavšič Robert je bil njen svetovalec in v tej komisiji, ko so raziskovali korupcijo teh lističev, cepiva in te stvari. In on je tisti moment, potem tudi, ko smo se pogovarjali, je rekel, tudi nam noče dati NIJZ nobenih podatkov, pa vemo. In tisti čas, ki je prišlo v časopis, oziroma je bilo po televiziji, ki je on vprašanja postavljal, Janši. Je šel, konc, zgubil se je, njega več v politiki. Ker že tisti čas je rekel, da pač oni vse vejo, ampak da so podpisali, da o tem ne smejo govoriti niti od VHO-ja. Prodali so se, na infekcijski kliniki, jaz imam spis, je ena zdravnica zaslužila 82-84 tisoč evrov. Ostali zdravniki pa tam od 45 do 47 tisoč. Beovićka ima pa od zunaj, ne za njo pa. Medicinska fakulteta ima od Univerze v Ljubljani
najbolje 100 plačenih Ja, univerze, ja. prevladuje Vem, medicinska vem. fakulteta, koliko je, 14 000 je zgornja. Ja, ne vem, koliko je bilo, ampak v glavnem. Ampak s tem jih utišajo, s tem so Ja. oni Ja, so ti, se vem, ja. jih, ne. Zato, ker jaz sem ne svoji, ampak ginekologinjo, ki je Društvo za zdrave dojke, ker smo se šli, tako malo smo se pogovarjali, pa je na ušesa prišlo, a ne, da pač zdravniki še vedno stavkajo. Ne. Jaz sem rekel, seveda stavkajo. Prej so imeli 50 000, pa 40 000, a ne, zdaj so padli pa na 10, pa mogoče 15 z dežurstvom. Ne. Pa se ono glas, ne Vera, to pa ni res. Veste kaj, doktor Tutova? Tudi za vas vem, koliko ste zaslužila, ker sem dobila cel izpisek za vsakega doktorja posebej. Utihnila je, 15 let smo se tikali, od zdaj naprej, od tistega dneva se vikamo. Sem bi, tiho ko... Jaz si omenila štrajk zdravnikov. Jaz sem lani v Dnevniku objavil en članek, ko so v 70 letih štrajkali na 3 različnih koncih v svetu. Ne. In v vseh 3 mestih so opazili znaten padec pogrebnih storitev. Ja, pa če je bilo to res? To je res. To sem lani v sobotni prilogi Dnevnika. Še ve, saj se ve.